Smo že pri tretjem videu, tako kot sem obljubil, danes bomo šli čez Powermeter, kako se nastavi, kaj pride vse zraven, katere podatke je dobro imeti na samem števcu gor. Tako da, če vas to zanima, to bo v tem videu, pogledajte si ga do konca. Še zmeraj vas je ful veliko, ki te videe gleda, ne lajkate, ne šerate dalje, ne subscribe, ne naročite se na kanal, prosim to naredite. Ful pomaga firmi, brandu, da je bolj prepoznaven, tako da ja, hvala vsem, ki ste. Tako da tisti, ki kaj še rabite, zdajle Black Friday so kar orang popusti, glih na Powermetre smo dali zdaj orang popuste Assioma Speedplay, tako da si pejte pogledati na našo spletno stran. Če pa koga še karkoli drugega zanima, mogoče kolo, mogoče obroči za testirati, najboljše pa kar pišete na mail, pa bomo probali kaj najdeti. Najprej, se pravi, kaj pride klele noter v škatli, poleg pedal, logično navodila, kabel za polniti, dobite še ploščice za na čevlje, tako da danes bomo najprej to nastavili, se pravi ploščice na čevlje. Tukaj imamo en zelo dober sistem, ki lahko zelo natančen jih nastavimo, tako da evo, to gremo najprej narediti, pol gremo čez števc, sama navodila, kako se to zmontira itd. Bom vmes kaj govoril, tako da evo, še en malo daljši video, se pravi o Powermetru. Zdaj, mogoče za začetek, tisti, ki ni gledal zadnjega kolesarskega čveka, sva šla s Petro čez, zakaj je dobro imeti Powermeter gor in zakaj se v bistvu ne trenira samo na srčen utrip. S Powermetrom dobite takojšnje podatke, se pravi, pri srčnem utripu so pa malo pač pozni, ne? Se pravi, vi, če imate sam srčen utrip, poganjate v klanc gor lahko 600 vatov, preden boste zadihani, se vam srčen utrip dvigne, traja vsaj enih 10 sekund, če ne še več, in takrat pa lahko v bistvu greste preveč štartate, no, in pol ne morete držati pač teh vatov cel klanc, kar pomeni daljši kaj klanc, načeloma imate pol slabši rezultat v klanc gor, kaj povprečje je važno, ne pa koliko hitro greste prvih 500 metrov, če pol greste zadnjih 500 metrov dosti počasneje. Tako da ja, to je to, se pravi, hitrost podatkov, pa če še kombinirate to s srčnim utripom, srčnemu utripu hitro veste, a ste kaj zmatrani, a ste preveč ste pretrenirani, tako da en pokazatelj je, če imate, ne vem, Powermeter, številke vam kažejo tam, ka morajo, s tem, da srčen utrip se vam pa nič več ne more dvigati. In vi pol tudi Powermetra, se pravi številk moči, ne morete dati ven takih, ki bi si jih želeli. Se pravi, na primer, pri 80% od FTP-ja ne morete več dvigati, pač noge pečejo, ne gre več, lahko samo enih 5 sekund, vi mogo pa, ne vem, 5 minut držati, pol 90%. Pač, če ne gre, je dostikrat zaradi tega, ker ste pretrenirani, ali ste preveč utrujeni, niste pravilno jedli, premalo spali, pač razlogov je lahko zelo veliko, ampak skratka, ne počutite se toliko dobro, da bi dvignili, in tukaj v kombinaciji obeh dveh se pa lahko v bistvu že sami doma lahko zelo hitro veste, a v redu trenirate ali preveč, in pol probate enega od dejavnikov najti, popraviti, in čez en teden nekako se spet začne. Zdaj, če imate pa kakšno ekipo zadaj, ki vam pa to pomaga, je pa tam dosti lažje, ker imajo ponavadi večji sample size, se pravi, več kolesarjev trenirajo in že točno vejo, kje ste. Je pa res, da v unem primeru morate se pravi, to ekipo zelo dobro poslušati. Če delate nekaj na svojo pest, se pravi, da vam reče, ja, zdaj pa imaš tako vožnjo, se pravi, bolj lahkotno, vi delate pa neke intervale ali pa kakorkoli, pač to ni v redu, pol bolj, da sami trenirate že od začetka. No, čevo, zdaj pa gremo nastaviti blokeje na čevlje. Se pravi, tukaj imamo zdaj čevlje, moje stare od Sidija, za zimsko vožnjo. Zdaj se bom začel voziti in ja, je treba najprej, se pravi, blokeje dati gor. Tale naprava mi je pa pomagala, kako se to zelo točno naredi, klep se pržge, je tak laserček in jaz imam že vse zmerjen v njihovi aplikaciji, tako da v bistvu tukaj sam nastavim in se bo pač vse to uredil, tako da je tak
nas, ki imamo tole, je zelo simpel, blokeji so klele noter, tako da zadeva izgleda takole. In to je to, imate še tako gumo čez, tako da je vse zelo načeloma simpel, je pa fora speedplayov, da je najprej treba, malo več je šraufanja, ampak ko se pa enkrat nastavi, je pa za moje pojme najlažji za uporabo, sploh za tiste, ki imamo kakšno težavo mogoče s koleni, se da zelo simpel vse nastaviti, tudi sam luft, koliko je levo, desno, in vsaj meni pač to zelo ustreza, no. Tako da, jaz bom to zdaj nastavil, pa se vidimo pol naslednji odsek, kako se da pedala gor, pol pa že, kako vse skupaj zmontiramo, v bistvu, katere funkcije na števcu se uporablja, tako da, tisti, ki vas samo to zanima, lahko preskočite, pa pol je to. Jaz sem zdaj zmontiral blokeje na čevlje, potem pedala sem dal na kolo gor. Zdaj bomo pa pogledali še števc, pa kako sem ga imel nastavljenega, preden sem začel uporabljati powermeter. Tako da, bom kar start pritisnil in da se bo videli, se jaz vidim, da imam tule že nastavljene, se pravi watt na 3 sekunde, pa da vidimo, kaj imam še na drugi strani, nič posebenega, tretja stran, nič posebenega, tako da tole bom najbrž kar orang spremenil, naslednjič, ko boste videli, zdaj vam pa še pokažem, kaj točno je. Watt na 3 sekunde, že zdaj ne vem, zakaj sem imel zdaj nastavljen, ker nisem imel powermetra. Zdajle, ko bom šel na kolo, bom nastavil, se pravi, watt na 3 sekunde. Ta prva stran bo po vsej verjetnosti nastavljena powermeter na 3 pa 10 sekund. Potem, koliko kilometrov sem naredil, koliko časa se vozim. Potem kadenca še, pa srčen utrip. Potem ta druga stran bo pa nastavljena glede na krog, se pravi, ko se trenira, načeloma vsak interval se šteje en krog in takrat imaš pa pol še bolj podrobno mogoče nastavljena, pa nimaš tistega, kar te ne zanima. Se pravi, mene takrat ne bo glih zanimalo, koliko hiter grem, ura tudi ni zanimiva, koliko kilometrov sem naredil, mi tudi ni zanimiv. Se pravi, takrat daš samo one podatke gor, ki te res zanimajo, ker je brez veze, da imaš polno enih podatkov gor. Se pravi, srčen utrip, watt na 3 sekunde, vati na 10 sekund, vati na 30 sekund, pravi watt na krog, kadenca, pač meni je kadenca zanimiva, pol je pa to po moje pa čas, logičen, čas kroga. Bomo pa videli, no, zdajle, ko sem šel prvič zapeljati, kaj vse štima, če sem na kaj pozabil. Se pravi, od vrhu je powermeter je zelo simpel narejen, date gor, nič ni treba kaj posebej merkati, razen tega, koliko zategnete. Moj je prišel čisto prazen, tako da se zdajle fila. Zdajle bom šel na kolo, ko pridem nazaj, bomo pa pač šli še čez, točno se pravi, čez zaslon in tako naprej. Zdaj, če ga primerjam z Xiaomo, pri Xiaomi je z Xiaomo zelo dobro narejen, ker moraš pa najprej registrirati powermeter, se pravi, ko ga kupiš, moraš najprej si zloadati aplikacijo, iti čez cel postopek, registriraš powermeter in šele potem ga daš v Garmin, v Who in tako naprej napravo. Če ne boš tega prej naredil, ti ne bo delal. To sem jaz z eno stranko, so zelo hitro delala in pol mu nič ni delal. In tako da za tiste, ki kupujete,
Bodite pozorni pa Xiaomi, ki kupite, najprej registrirate na v njihovi aplikaciji, potem pa šele se pravi sparite števc z powermetrom. Evo, jaz sem zaključil z 2 furama, tisti, ki me spremljate na Stravi, ste videli, nič posebenega, dobrih 40 km, pri ta drugi mi je pa počela guma, sam nimam nikoli rezerve sabo, tako da sem poklical za prevoz in sem jo prišel iskat. Zdaj, kar se tiče powermetra, ki sem ga namontiral, je vse pač zelo simpel potekalo, kalibracija je tudi zelo simpel, zdaj imam se pravi dvohuja števc, noter se samo pritisne tipko in vsaj kar se meni tiče, bi mogli vse pravilno kazati. Nisem zaznal, da bi mi kdaj kazali kakšne nore vate, prej sem mislil, da mi premalo kaže, logičen. Tako da, ja, to je to, kalibracija, prve dvakrat, ko sem stisnil, ki ti posebej naredi za lev pa za desen pedal in mi je kazalo najprej, da pri desnemu ni bila uspešna, pol da pri levemu ni bila uspešna, v ta tretjo je pa pač bilo uspešno, možno, ker sem sedel na kolesu, pa se je kaj premaknil. Kar se tiče same vožnje, zdaj vam bom jaz pokazal, kako imam nastavljen števc, se pravi, tukaj vidim, da je mogoče nekaj že narobe. Ampak ja, da te vsaj približam, se pravi, to je ta prvi zaslon, ki bom vozil. Evo. Zdaj, kar prejle nisem povedal, je ta left to right procent, koliko se vozi. Meni je to zelo v redu, zato ker sem imel levo nogo že poškodovano in manj pritiskam na nogo. Zdaj, ko sem prvič začel s powermetrom, je bila razlika tako 70-30, pol, ko sem res se skozi opozarjal, pa ko sem gledal na to, sem prišel, da sem na Franji vozil 50-50 ali 51-49. Skratka, perfekt, levo, desno nogo in ja, to bi mi zelo pomagalo. Zdaj že toliko cajta nisem na powermetru, tako da sem ziher, da bo spet čist drugače. Skratka, s temi nastavitvami se še nisem pelil, tako da zdaj vam bom pokazal še nastavitev prav za krog. Ok, zdaj veste, koliko sem svež v temu, oziroma koliko časa že nisem imel powermetra gor, nisem vedel, da moram tule stisniti na lep, da se mi bojo pokazali pač nastavitve za krog. Tako da evo, kar se tiče tega, so zelo pomembne nastavitve, se pravi na krog. Watt na 3 sekunde, watt na 5 sekund, v kateri coni sem, se pravi, kdaj, če malo meglen vidiš, je dobro tudi samo na cono gledati. Potem so leva, desna na 5 sekund, v katerem krogu si, jaz se spomnim takrat, ko sem treniral, ko si toliko blesal, če imaš več intervalov za narediti, niti nisem vedel, a imam tretji interval, a sem od drugega zdaj končal, se pravi, to je fajn vedeti, sploh takrat, ko imaš več kot 2 intervala za narediti. Se pravi, srčen utrip, v kateri coni srčnega utripa sem, kadenca pa minute kroga, se pravi, da veš, na koliko časa ali moraš vate povišati, zmanjšati in to je to. Zdaj lahko, da se bo to še kaj menjavalo, kakor imam zdaj nastavljen, ampak v grobem je to, pol na koncu je pa tista stran, ki mi je všeč, se pravi, da pa pogledam, koliko sem imel povprečno, se pravi kadenco, se pravi na krog, koliko sem imel kadenco, ker takrat, ko je težko, a imaš kaj manjšo, večjo kadenco, ne vem, meni je zanimiv pogledati, je to nek nujen podatek, najbrž ni, ampak probam imeti kadenco konstantno tam, rečemo, da povprečje je 85, kalorije na uro, so pač, saj jaz rad pogledam kalorije na splošno, koliko sem porabil v celi, povprečen srčen utrip, povprečni vati, v desno povprečje, koliko sem imel, povprečna kilometrina, pa max kilometri, ponovadi sem imel še max power. Zdaj, to je to, kar se tiče same nastavitve števca, da bi me več še zdajle v tem trenutku kaj za dodati niti nimam, se pravi zdajle bom bolj gledal za naprej, da se vozim tam. Nastavil sem si čist na uč
FTP pa max srčen utrip. Zdaj si ga bom začel meriti v spanju, tako da bom vedel, koliko imam utrip čist, ko počivam, koliko je najnižji, pa maksimum si ga bom pa po moje čez kakšen mesec, zdaj če se mi bo ratalo iti zapeljati čez vikend enkrat do dvakrat, pol bom pač to naredil. S pravimi treningi bom pa zdaj v kratkem povabil spet Simona iz Human Performance Centra na podcast, pa bova pač kaj rekla, ampak jaz mislim, da bom začel šele februarja, enkrat pred tem, saj jaz, glede na čas, ki ga imam, si ne predstavljam, da bom lahko prej prav neki orang treniral. Ja, no, tako da to je to. Upam, da boste spremljali, lahko tudi vi podate, kako pač vi trenirate spodaj, mogoče dobim jaz kakšno idejo, pač tako, da si pomagamo. Ne vem, sej tukaj se gre bolj za to, da ne pravim, da so te moji načini pravilni, ampak bolj se gre, da to mogoče kdo dobi še kakšno idejo. V naslednjem videu v bistvu še nimam pojma, kaj vam bom predstavil, tako da mogoče, če imate kakšno idejo, kaj še koga zanima, komentirajte spodaj, pa bomo pač probali na to temo narediti naslednji video, kar se tiče Power Meter. Ampak ja, po moje, kako se začenja, kaj vse spada noter, ne vem, mogoče pa kakšen vlog celodneven sestavim oziroma vsaj iz treninga. Tako da nič, bomo videli. Do naslednjič, hvala še enkrat, ko spremljate, pa se vidimo. Čau.